Takole, jaz mislim, da lahko počasi začnemo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu Slovenskega filozofskega društva, katerega predsednik sem trenutno jaz, sem Tomaž Gršovnik, ukvarjam se s filozofijo, filozof po poklicu. Veliko let sem sodeloval z današnjim gostom, profesorjem Lenartom Škofom, ki prihaja iz Inštituta za filozofske študije, iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper in se, kot boste lahko danes videli, pa kot verjetno tudi nekateri že prav gotovo poznate, ukvarja zanimivimi tematikami, ki so nekako na preseku med religijo, filozofijo, širšimi humanističnimi tematikami. In seveda v zelo veliko veselje mi je, da ste nas tukaj v Trstu v Narodnem domu, v Narodni študijski knjižnici tako lepo sprejeli. To je naš prvi dogodek, vse kar jaz spomnim, v Trstu, in zato je še prav posebna čast, da smo tukaj. Zdaj, današnji pogovor, ki ga bo vodil Jernej Šček, ki ga tudi dobro poznam, ko je bil še moj študent v Kopru, in že takrat je pač izstopal, ampak ne bom ga preveč hvalil, ker sem opazil, da je zelo skrom, to je na njegovi vrlin skromen fant, in potem se mi zdi, da mu postane kar malo nerodno, je pa res bil, je res izstopal, in zdaj pa je profesor filozofije na gimnaziji Franceta Prešerna tukaj v Trstu. In pogovor, ki ga boste imela danes, bo v glavnem osredotočen okrog nove Lenartove knjige Antigonine sestre o matrici ljubezni. Ta knjiga je izšla pri Slovenski matici. Imamo tudi urednico Slovenske matice, Ignacijo Fridl Jarc, danes z nami, ki bi jo lepo pozdravil tudi. In Slovenska matica, z njo tudi naše društvo sodeluje, je tudi soorganizatorica tega dogodka. Jaz bom dal to knjigo tudi mogoče malo naokrog, pa še eno drugo, tudi tam je tale, bi pokazal Etika diha in atmosfera politike. To je pa, mislim, da je 2015 išla, če se ne motim, pri Slovenski matici. Prej datum, 13 mesec. 13? 12? Ja, 13 je išla. Tempus fugit, ne? Ja. Pravijo, ali pač kako bi vi rekli fugit, mogoče, kot pravijo Rimljani. Ampak tudi ta je bila pa prva Lenartova knjiga izdana pri Slovenski matici, tako da to bom dal naokrog, si lahko pogledate. Takole, zdaj pa ne bom več zavlačeval in bom kar predal besedo našemu današnjemu moderatorju in pa gostu. Dobrodošli. Topel in hvaležen pozdrav prav vsem, ki ste nas obiskali. Hvala Tomažu, hvala gospe Ignaciji Fridl Jarc za obisk tu v zalivu. Nekje so priložnosti za filozofsko misel na tem koncu, na tem zahodnem koncu slovenstva redke, zato toliko bolj hvaležni za ta začetek, ki vsaj kar se mene tiče ni enostaven, gre za delo, drugi del pravzaprav Škofove trilogije, izredno kompleksne in razvejane narave, tako strukturno kot pojmovno, torej v obe smeri, v smer globine in kompleksnosti, pa tudi nekje bogatosti in razvejanosti ponujenih vsebin. Kljub vsemu pa bi nekje poskušal z vami razmisliti o nekaterih asociacijah, o nekaterih referencah, ki so se nekje prikazale ob branju in študiju tega dela. Tudi v posvetovanju s profesorjem Škofom sva skušala določiti vsaj nekaj skupnih točk. Upam, da bova dovolj jasna, razločna, pa vendar tudi pomensko tako nebanalna. Začeti od začetka, bi rekel nekdo, začeti iz ljubezni in v ljubezni, pravi profesor Škof. Jaz bi za začetek, ker sem pedagog po naravi, šele zdaj vstopam v malo bolj znanstvene vode preko doktorskega študija, vam ponudim zelo enostaven pedagoški trik za začetnike, bomo rekli. Seveda, v prelepem maloazijskem mestu Efes si lahko pred Seljusovo knjižnico ogledate 4 kipe, med katerimi
vsaj za filozofa nekje, prednjači Sofija. In bi začel to najno pomenkovanje preko čisto etimološke igre, oziroma še recimo, da v začetku prejšnjega stoletja smo v slovenščini uporabljali nek drug izraz za to vedo. Pisalo se je o modroslovju, ampak pomensko je ta definicija vsekakor lahko rečemo zmotna nekje. Kaj ti sporoča, da gre za neko vedo, seveda zelo banalno, o modrosti, ampak vedo, v kateri so gospodari, so doma oni, ki vedo, torej modreci, ki imajo, posedujejo neko vednost, neko znanje in pri katerih se da o letej nekaj konzultirati. Pa vendar je filozofija pomensko bliže nekemu drugemu slovenskemu izrazu, ki ostaje, ne vem zakaj, še vedno nekoliko skrit tudi v javnosti, pa vendar tako preprost in vsakdanji. In ta izraz ni nič drugega kot radovednost. Ne? Kajti potrebno je povezati Sofiji, modrosti, ljubezen. In v najstniških letih z ljudmi, s katerimi imamo pravka, je reči ljubim ta izredno zahtevno, veliko lažje reči vat te imam. Zatorej gre za neke vrste radovednost. Ne? In je filozof nekdo, ne tisti, ne oni, ki obvlada, ki poseduje, ki ima, ki obvladuje vednost, vedenje, spoznanje, ampak tisti, ki ga išče. In nekje pogovor s profesorjem Škofom bi začel prav na tej točki. Vam ponujam, če vam bo pasalo v branje, ta zelo enostaven odlomek iz Platonovega simpozija, kjer je govor o genealogiji, torej o očetu in materi Erosa, dovolj spregledanega božanstva v tistem času, pravi Platon. In zelo plastična razlaga tega, kaj filozofija je. Torej, filozofija nastaja iz neke zveze med možem, med onim, ki ve, in med ženo, ono, ki nekaj manjka. Torej, filozof, ponavljam, ni modrec, vseved, bi drugi rekli, celo leksikone vsevednosti smo izdajali v slovenskem jeziku, ampak je on, ki biva v sredi med modrostjo in nevednostjo. Torej, izhodišče za to najno pomenkovanje je vprašanje, ki iz tega izhaja. Antika nas uči etičnega intelektualizma, torej tega, da volja, sem se pomalo zapisal, spoznanje in volja, resnica in dobro, vednost in ljubezen skupaj povzročata nekaj lepega. Skupaj povzročata nekaj dobrega in da je to tisto, kar nekje iščemo. Zdaj, vprašanje profesoru Škofu, ki se ukvarja v današnjem sodobnem svetu v filozofiji dokaj marginaliziranimi tematikami, kot so etika šibkosti, do katere prideva kmalu. Vprašanje je sledeče. Ali je etični intelektualizem danes še možen? Torej, ali je še mogoče verjeti v to, da oseba je po naravi dobra in da je nevednost, da je zlo, greh, zmota, sad nevednosti. Torej, sad pomankanja neke vednosti. Zdaj, kot ste ugotovili, skušamo to zelo zahtevno knjigo aplicirati na določenih konkretnejših primerih. Upam, da nama bo uspelo. Z vašega zornega kota in z zornega kota tega trilogističnega raziskovanja, kakšna bi bila replika recimo na to istočnico, na to izhodišče? Ja, verjetno bila predvsej kompleksna, ker je tako tudi vprašanje, ne? Ker se gre v neko dobo, ker se stvari lomijo nekako v stari Grčiji, oziroma pri Platonu se že pač pojavljajo določene schematike, ki morda so poznaje postale krivci za to, da tudi take knjige potem nastajajo zdaj. Platona ne moramo obtožiti za to še vse, ampak vendarle, če hočem odgovoriti, jaz morda ne operiram na te ravni pravzaprav razmere med vednostjo, nevednostjo, dobrim in zlim, povezani z vednostjo, nevednostjo,
ampak kot se vidi tudi iz moje prejšnje knjige in iz tega, kar delam, me zanimajo pravzaprav neko globlje, seveda, ker to bi bilo že narobe, ampak mogoče bolj arhaične in tudi po drugi strani zapostavljene zgodbe ali pa miti ali pa povezave, ki se kažejo v določenih, ki se jih imenujem matricah. Zdaj, jaz to imenujem skozi Antigono, skozi Savitri, skozi Marijo, skozi te, recimo, v tej knjigi ženske like, ki so nekateri iz tragedij, nekateri iz filmov celo, nekateri iz pač literature in tako dalje, nekateri iz filozofije, nekateri iz balad in tako dalje. Tisto, kar mene zanima, pa je seveda še pred Erosom, pa pred recimo temi filozofskimi aplikacijami, kako je bilo recimo z ljubeznijo. Jaz jo vidim kot nekaj, kar je predvsej bolj primarno. Recimo, zato se veliko ukvarjam tudi s Schellingom in tudi tam iščem v tem odgovore. Namreč ljubezen je nekaj, kar prebiva v nekem skrivnostnem preobilju. Dej, ne gre za preobilje vednosti. Ne? Torej, tisti, ki ve veliko, ponovadi je bil mišljen kot nek dober človek. Ne? Saj pri Platonu bi bilo mogoče vednost nekaj v Sokratu, predvsem že na začetku, kar vodi k etičnemu delovanju. Jaz mislim, da to ni nujno povezano. Ne? Veliko znanja, veliko podatkov, veliko premišljevanja tudi ne vodi nujno v to, v ljubezen. Nasprotno, skozi zgodovino se je pokazal, predvsem mislim na zahodno filozofijo, pa tudi če vzamemo recimo kakšne druge scholastične tradicije v islamu, v Indiji in tako naprej, nekaj dosti drugače, še posebej tiste, ki so bile ugrabljene strani recimo nekih ideoloških ali pa šolskih aparatov, če tako rečemo, se je pokazalo, da ljubezen prebiva verjetno čisto nekje druge. In jaz sem iskal te kotičke, ki bi ljubezen lahko prebivala. To je recimo v odnosu, bolj kot pa v vprašanju znanja in pa nevednosti. Recimo, če vprašamo, ali ljubezen nas osvobaja od zla, ja, ali pa znanje, ne, težko rečemo, zato ker je zelo tako kompleksna, če pogledate mojo prvo knjigo Tematika, namreč zlo je nekako, nažalost, ukoreninjeno v samo idejo človeka, zato imamo seveda tudi izvirni greh, zato imamo karmove indike, na nek način potrebujemo krst, da ga nekako simbolično speremo, potrebujemo rituale, zato imamo ljudje religijo. Religijo nimamo za česa drugega, kot zato, ker je človek po definiciji ranjen. Ne? Če ne bi imeli te ranjenosti v sebi, potem religije ne bi potrebovali. Zato se jaz nekako v moji knjigi ne boste našli niti sofisticiranih razprav o recimo epistemologiji ali pa o analitični filozofiji ali pa o pridobivanju vednosti, ampak boste rajši našli zgodbe o tem, kako recimo neka oseba, recimo konkretno ženskega spola, razmišlja o svojih otrocih. Ne? Potem boste našli zgodbe, kako nekdo objokava nekoga, ki ni več z njim. Ne? Potem boste, kot recimo sva se pogovarjali Marta in Marija in tako naprej, našli boste zgodbe o nečem, kar je skrito v nas samih, pa vendarle prisotno, neki preobilju, neke ljubezni, ki jo moramo v življenju najti, ne? Pa jo prepogosto ne najdemo. Skratka, gibljem se na pod nekih drugih poteh, ki so včasih prežete celo z neko žalostjo, kot so tudi prej se pogovarjali, ker namreč ljubezen je dostikrat povezana z žalostjo. Recimo notri imam celo poglavje o Binswangerju, ki je čudovito opisal neko genealogijo ljubezni, ampak hkrati je pa povedal, tako kot v ljubezni in življenju živi imanenca smrti, je pa hkrati rekel tudi v smrti živi imanenca ljubezni. Skratka, ko ti si z nekom povezan, ko si nekom zelo skupaj, ti ne pomaga veliko znanja, pa ti pomaga neka bližina odnosa, ki te recimo lahko ponese onkraj življenja in smrti hkrati. Ne? Skratka, nekako moji značevalci so bolj, rekel, te elementarni bolj, ne, skratka, dotiki, elementi, v katerih prebivamo, atmosfere, v katerih se gibljemo, geste, sobivanja, solze, recimo, kaj pomenijo solze, kaj pomenijo, recimo, podobni označevalci, kaj pomenijo, ne vem, kako se sočutje manifestira v človeku. Manj me pa, recimo, fascinira kakšna, bi rekel, taka tipična grška razprava, v kateri bi prišli en korak naprej, bili nekako zadovoljni in rekli, definirali smo ljubezen, definirali smo resnico in tako dalje. Ne? Tako da zame se resnica skriva v pravzaprav neki skrivnostni, materialni in tudi rekel matriksialni, torej nekako materinski, čeprav jo ne vežem nujno na ženske, ne? Kot ste verjetno opazili, ne?
iščem pač ta element v obeh spolih in mislim, da morate oba enako vredno gojiti to bližino, ne? In iz tega va nekako izhajam. Ne? Torej, nekje greva, profesor Škof gre od etike resnice k etiki ranljivosti. Tako, rajši tako rečemo. Ja. Ranjenost, ranljivost, torej vrednota vseh tistih človekovih značilnosti, ki jih je morda tudi filozofija sama skozi 2500-letno zgodbo odrinjena na stran. Zelo. Nevednost, nepopolnost, tako. Pomanjkljivost, nesklenjenost, končnost, miljivost, šibkost, nežnost morda, zmotljivost, žalost in sočutje, recimo. Prej ste mi o pojmu sočutja nekaj zelo lepega povedal in bi vse izbrisal, zato da bi tudi našim gostom to ponovili. Ja, sočutje je na nek način, jaz sem z tega sicer doktoriral zelo dolže nazaj, pa sem se ukvarjal z različnimi tradicijami, prečem na drug način. Sočutje seveda precej enigmatična zadeva, v nemščini rečemo temu Mitleid, v Sloveniji rečemo sočutje nečemu, kar je v bistvu bolj sožalje, kot pa so veselje. Čeprav tudi so veselja ne smemo pozabljati, je pač posebej pomembna vrlina in je del, more biti in je del filozofije, torej da se nekomu ne zavidaš, da se veseliš, da si srečen z nekom, torej ne zapostavljam tega. Vendarle sočutje je pa nekaj, kar je zelo močno, ne, je najbliže pač ljubezni. Ne. Usmiljenje recimo ima kakšne včasih pridevnike, ki pač mogoče mislijo, da se nekdo pred nekomu se smili in tako naprej. Medtem ko sočutje je pa v osnovi, če ga razumemo kot sožalje, neka radikalna misel, da sem lahko recimo z drugim v njegovi nesreči. Ne? Ja, torej nekako sočutje, kot še enkrat radikalna misel, biti z nekom v nesreči. To ne pomeni zdaj, kot so včasih interpretirali, če nekoga zaboli nekaj, da mene podobno more zaboleti in tako naprej. Ne gre tudi za uživljanje, neko dobesedno drugega in potem neko, rekel, naslajanje na tem, kot so včasih tudi rekli, jaz sem pa zdrav, ne? In to veliko ljudi se da rado pomaga, ne? Iz lažnega sočutja. Mene zanimajo recimo bolj prvotne stvari, ki se dogajajo pri osebnosti, kot so da je bil Jezus in tako naprej. Ne? Ko govoriva pač o sočutju kot nekem elementu, ki prepozna to ranljivost drugem človeku, kot se govorila, ne? Neko žalost, ki je vendarle del tega sveta in ki ne pomeni, da zapadamo melanholija, ampak da vemo, da je seveda veliko ljudi, ki si ne morejo privoščiti stvari in tako naprej. Jaz sem celo to knjigo pravzaprav zasnoval na tistem odlomku, ki ga imamo na začetku, ki je zelo kruta, ne, iz te knjige Sojenice od Jonathana Littla, ne, ki je pač napisal knjigo o tem nemškem Sonderkommandu, ne, ki je pač v Ukrajini dubo nenadoma ukaz, da more pač narediti prvi, rekel, množični genocid, ne. In tam noter je seveda opisano so razne stvari, ampak najbolj me seveda šokiralo tisti nek tak prizor, ko se pač pokaže ta zločin v največji možni meri na nekem otroku. In seveda te stvari so me zanimale, kako to ubesediti v nas samih, ne, kako to žalost, to, rekel, to, kar se zgodi ljudem, kar je med ljudmi najslabšega, kako vendarle to razumeti in po eni strani s tem sočustovati, s tistimi, ki trpijo, ne pozabljati. Zdaj se veliko ukvarjam s tem pojmom spominjanja, ki seveda mora biti pomemben, ampak predvsem je pa zanimalo najdeti skozi zgodovino tiste like, ki so bili najbolj, rekel, enfatično na strani dobrega, na strani življenja, zaščite življenja. Zato sem se odločil, da je naslov te knjige Antigonina sestre, ker ona je bila radikalno na strani zaščite pravzaprav življenja, paradoksalno, če tudi se je borila za pokop mrtvega brata. Ne? In ona je pa hotela zaščititi nekatere primarne genealogije, ki bi s tem, ko bi nekdo tako grdo delal, oziroma kot je Kreon delal z truplom, ne, ki bi nekako postale zakon tega sveta. In ona je to zaščitila na nek način, ki je bil unikaten. Jaz ne delam iz nje heroino in rečem, ženske morate zdaj iti v smrt za moškega, ali pa ženske se stiste, ki morate biti mučenice. To je deleč od tega, to bi feminizem lahko mi očital, ne, vendar bom zavrnil z več argumenti, ampak je naredila unikatno dejanje, ki je mitsko na nek način, ne, ki je kozmično, ki je onkraj, bi rekel, razumljivega, da bi zaščitila neke prvotne genealogije.
recimo, kaj je bila tista glavna stvar, ker je celo za nas nerazumljiva. Ona se je borila za brata zato, ker pač staršev nima več. In kot pravi Lucy de Garay, lucidno, ona ne more več imeti brata, lahko ima otroke, lahko ima moža, ne more pa več brata dobiti. Ne? In ona je z njim bila v skupni maternici, ne? Tudi z Polinejkom, Teoklom in z Ismeno. Ne? Vsi so si delili eno maternico, čeprav po tem zamiku, ne, zaradi Ojdipa in teh zločinov. Ampak vendarle, in to, da izhaja, rekel, ta ljubezen ali pa ta želja ali pa ta, rekel, zaščita življenja iz nekega materničnega občutja, ki pa ni nujno povezano spet z rojevanjem, spet opozarjam, sem dobil razne že pripombe, ko sem v teh stvarih pisal, bil po svetu, ne, prišli so do mene LGBT, razni se pritoževali, češ, ne smeš govoriti o spolni diferenci, moške, ženske, rojevanje, ni to. Jaz pravim, da to booming, kot je v angleščini v enih tekstih, ne, booming motherliness, torej pomaterničeno reko občutje, je del vsakega človeka, ne, recimo moškega in ženske. Bodi si, a je rodil ali ni rodil, seveda ima ženska privilegirana, ali pa ženske imate privilegiran odnos do nečesa, česar moški nimamo. Ne. To tudi pravi de Garay, da je čisto drugače, moški se rodi ženske, ženske se rodi pa iz ženske, pravi, ne, na nek zanimiv način. Torej je velika razlika. Ampak jaz pa govorim o tem, da skozi te elemente, ki jih kažem, ali bodi se, da to Marija, Antigona, Savitri, pridemo do nekega temelja etike, kjer se nam razodene nekaj element zaščite življenja, ki ga ponavadi v maskulinih, moških, filozofskih genealogijah ne bomo našli in ki je dostikrat pravzaprav povzročil, če vzamete enega Descarta, ne, na kakšen način on razmišlja, potem tak ekstrem, ne, ki je popolnoma zavrnil vso telesnost, ne, na nek radikalen način, to je velik problem. Zato sem se tule že v prvi knjigi posvetil dihu, ne, in me je zanimal bolj dih, kot pa sveti duh, recimo pa duhovnost. In če mene vprašate, kaj je spiritualnost, razumem natanko kot materialno sobivanje v nekih označevalcih, ki so bili prej pozabljeni in so se nekako preselili v neke sfere, ki pa jih žal ni več, ne? Odkar je Giordano Bruno dokazal stvari, pa še pri Kopernik, pa še kdo. Ne? Te sfere so v nas v resnici. Ne? Religija nekako prebiva v nas. In seveda nimam časa razložiti moj vidik, ko gledam na religijo. To ni pogubno za cerkve, ni pogubno za nič. Ne? Ampak verjamem pa, da to, kar pišem, je nekaj čin je zelo blizu neki religiji. Ne? Saj tako jaz to pojmujem. Religiji ljubezni, religiji sočutja. Kot vidite, ni zelo težko spodbuditi takega predavatelja in takega govorca. Zdaj moram prav preveriti, kaj sledi. Sledi recimo tale fotografija in zgodba, ki za njo stoji in v kateri se profesor Škof nekje, ki se je dotika profesor Škof v postljudju. Pa tudi v Rekviem za Lampeduso se nekaj navezuje na to, ki je del te knjige. Ne? Bi se strinjali, da morda iz aktualnosti leta 2015, če se tudi nekje prisotni spominjate na tragično zgodbo Aylana Kurdija, 3-letnega otroka iz Sirije, ki je z bratom in mamo nekje umrl v eni najodmevnejših migrantskih nesreč tega časa, lahko rečemo sodobnosti. Ne? Torej, pedagogika šibkosti omogoča morda zorni kot na skrajno aktualno problematiko, ki se je lotevamo na skrajno prežvečene in prebavljene in morda že zdavnej izločene načine. Vsekakor, gledajte, mi smo zdaj za ene konferencije, ker sem se pogovarjal pa o migracijah, pa o raznih vprašanjih religije. In je kolega Gorazd Andrejič, pač, ki je govoril o odzivi slovenskih cerkva na migrantsko krizo, je pokazal recimo dve veji v slovenski cerkvi. Ena je bila Caritas, ne, in gospod Imre Jerebic, ena je bila pa bolj na začetku sicer še blaga, potem je šla po neke sfere bolj take identitetne politike, ki je zelo blizu v kakšnim, rekel, že skrajnim vidikom. Ne. In zdaj tukaj imamo ta most med pogledom na ranljivost ali pa pogledom na neko močno, rekel, stališče, ne, ki pač nam bo lahko prineslo neko korišče, tako rečemo politično. In zdaj se kaže, pač Evropa se zelo spreminja in svet na žalost in se ne smemo zatiskati oči, da so stvari pozitivne. Ne. Z vzponom različnih populizmov in predvsem pa s tem, kakšni diskurzi se že tolerirajo recimo v medijih pa v političnem okolju,
ne ostane filozofom drugega, kot da vendarle ustrajamo na pozicijah etike. Ne? Etika na nek način ni, s etiki se ne da pogajati, ne? V etiki. Zato tudi se je zgodilo Jezusu, kar se je zgodilo, zato se je zgodilo Antigoni, kar se je zgodilo, ker sta v bistvu se nista pogajala in se pač tudi nista bila na ravni, ker bi se želela o čemarkoli pogajati, ampak sta pač sledila svoj, bi rekel, tisti cilj, ne? Oziroma svojemu srcu nekaj, če hočemo reči. In kljub temu, da če bi zdaj bili v neki okrogli mizi, pa bi bili razni varnostni vidiki, politični vidiki, pa tako naprej, vendarle krščanstvo ima samo eno resnico v resnici, to je karitativna resnica. Ne? In nažalost je tako, da kot je že Levinas rekel, etika je vedno investicija v izgubo. Ne? Ker recimo, če karkoli jaz naredim za drugega, sem v bistvu nekaj manj naredil zase, če tako hoče reči. Ne? Zdaj, če se vi recimo, ali ste v nekom zvezi, se poročite, karkoli že, z nekom živite ali z nekom sodelujete, če pač samo jemljete, pa nič ne dajete, kot je zelo banalna resnica, veste, da to ne pelje daleč, razen če sicer da to nekako zagotovite za silo ali pa za nečem drugim. Ne? In etika je taka znanost in ne znanost, ne bom rekel, ampak tako področje, ki pravzaprav ne dopušča skoraj nobenega velikega popuščanja. Ne govorimo o bioetiki, recimo, ker so Tomaž bo o tem veliko vedel, pa tudi jaz se marsikaj ukvarjam. To so področja, ki so spet delikatna, eutanazija, abortus in tako naprej. Ne? Govorim pa o recimo, etiki kot nekem jedru, ki se je zapisalo v Evropi, moramo reči, predvsem za krščanstvom. Ne? In v Indiji recimo z Budo in njegovo reformo, ne? Ki je pač naredil podoben preskok, mogoče na malo manj enfatičen način, drugačnem okolju, pa vendarle podobno. Ne? In če hočeš aktualizirati, kaj to pomeni? To ne pomeni, da tisti, ki delamo etiko ali pa ki zagovarjamo nekakvih mehkejše pristope iznadljivosti, ne? Da se seveda ne zavedamo, da seveda ljudje živijo v neki realnosti, da obstajajo tudi še meje, da obstajajo zakoni in tako naprej. Seveda se tega zavedamo. Ampak kaj se bo zgodilo, če bomo mi naše mesto zapustili, se lahko vprašamo, ne? Kaj se zgodi, če mi zapustimo mesto, ki ga recimo nekako želimo zastopati? Ne pomeni, da smo mi taki, ne? Jaz gotovo nisem tak kot Jezus, ne? Pa nihče od nas ni. Ampak zastopamo pa neko mesto, ki je v povezavi, ki je v bližini s tem, kar se je dogajalo nekoč in tam, ne? Pa še kje druge. In če bomo to mesto zapustili pod pritiski utilitarizma, pod pritiski ideologije ali pa česarkoli, ali pa če se da nič narediti, potem smo pač prepustili to mesto nekomu, ki ga bo zasedel, ne? Nekdo drug. Zasedel ga bo pa pač nekdo, ne vem, ki se piše na S v Italiji, nekdo, ki se piše na O na Madžarskem in tako dalje. Ne rad govorimo o imenih, ne? Ampak veliko ljudi, ki bodo nemudoma zasedli mesto, ki ga zaseda humanistika, ki ga zaseda resnica, neka vrsta etična, ki ga zaseda to mehkejše krščanstvo, tudi cerkva ima stalno tendenco, da če tudi negujo karitativnost, želijo ohraniti moč, ne, strukturo, nažalost, katerokoli cerkev zamete, pustimo zdaj, katoliška ali katerakoli, ne. Žal je to ugrajeno v narav človeka. In zato sem jaz seveda zelo skeptičen in hkrati želim ohranjati to stališče. Tukaj seveda zdaj neprijetno, ker nekateri so rekli, da ni dobro tudi kazati seveda sliko tega otroka, ne. Zato sem jaz rajši se navezoval na tist grafit, ki ste ga naredila dva aktivista in sta dobila grozilne maile, sem bil v stiku z njima, ne. Kot veste, v Frankfurtu sta naredila ogromno grafit, da bi ljudje saj se spomnili recimo na to, da niso tako enostavno na tem svetu, ne. Sej mogoče so bili sami krivi, begunci bodo rekli, mogoče ne bilo treba, mogoče so naredili napako, ampak to etika nekako ne zanima, ne. Etiko zanima samo to, ali se v odzivu na neke take tragedije, recimo, pogledajo to knjigo Morje solza, ne, ki je išla pri družini lansko leto o Lampedusi, ne, Pietro Bartolo, ki je na nek nor način, ne, iz porodničarja in ginekologa postal pravzaprav vodja oskrbe na Lampedusi in v bistvu prestopil na področje te matriksialnosti, ki jaz se opisujem, ne. Ampak človek je bil že v stiku, že kot z izobrazbo je bil v stiku z rojevanjem, z otroci in tisto, kar on opisuje, to je knjiga, ki je veliko več vredna kot marsikatera filozofska razprava, ne. To, kar on piše in tudi plačal za to, on je serijo Kapido živel, ko naprej skoraj umrl, ne, ampak vendarle to, kar on opisuje in kako kritizira Evropo, ne, pač tako je, ne, in Evropa seveda se lahko zdaj dela kompromise in Evropa govorimo na splošno,
Ampak vendarle nekako moramo stati na nekih vrednotah, ne, v narekovajih. Drugače jih pač ne bo. Čeprav razumem, etika izjavlja tukaj stojim, gre za neko retrogradno gesto. Torej za gesto nekoga, ki morda ve, da je izgubil, pa vendar se je odločil, da ne popusti, ne zapusti okopov. Ja, lahko bi rekli... Morda, profesor Škof, vam v povedanem bi seveda, torej povedano bi se seveda zaslužilo vsaj 10 teh drsnic, ampak ena se pa vendarle, v eni bi se pa vendarle morda dalo najti, kar smo pravkar slišali. In sicer biblijsko simbolno matrico morda Marte in Marije, o kateri, ki jo morda ponovno jo ponovno povlečajo v javnost zgodni humanisti, ki jih žal v slovenskem prostoru malo poznamo, pa vendar je med njimi najti tudi Kristofora Landina, ki jo je uporabil, ki je to simbolno matrico uporabil za to, da bi spregovoril o takratni diatribi, dilemi med dejavnim in kontemplativnim življenjem. Torej med življenjem, med tako imenovano vita activa in vita contemplativa. Torej med tem, kaj je tisto, kar naj laični, civilno angažirani kristjan izbere. Najzgodnejši humanisti so sledili tradicije, recimo Contemptus Mundia, Lotario iz Senja, Jacopone iz Todja, recimo. Torej ta srednjeveška, temačna, zatohla morda obsedenost z tem, čemu smo prej rekli vrlina, torej z grešnostjo telesa, z grehom kot takim. Drugi, morda v obdobju Quattrocenta, so se temu uprli in razvili ravno nasprotno misel, torej misel civilnega, aktivnega državljanstva. Landino pa se nekje najde morda ravno tam vmes. Torej, zdaj bi ponovno izkoristil binom oziroma besedno zvezo polni molk. Stati na svojem mestu, tukaj stojim, še ne pomeni nedejaven biti. In filozof in etik verjetno, čeprav sledim vašemu razmišljanju, deluje na tak način. Ja. Vprašanje molka in tišine se veliko pojavlja seveda pri meni, tudi ne, da sem to izumil, seveda, ampak nekaj pod vplivom indijskih misli, nekaj pod vplivom Rigaraj, nekaj pod vplivom oziroma po vlastnih razmislekih. Premalo se prvično, recimo molk ali tišina je nekaj način neke vrste praka, ne? To je pri Heideggru, kakor se to težko zdaj nočeno sliši, ampak kaj je prak? Ne? Vemo, da prak je v hiši nekaj, kar čez kar stopiš in greš pač v hišo in prak je vedno malo dvigneno. Ne? Zdaj, simbol praga, če to razumemo kot tišino molk, če vzamo tukaj dva prostora, dve biti, ne? Ali pa dve stani med mano in drugim, če hočemo zavarovati obe osebi, moramo nekako med nama dopustiti nek element tišine, da lahko drugi spregovori ali pa da lahko jaz spregovorim, ko je drugi nasproti mene. To je torej osnova dialoga, osnova pogovora, osnova spoštovanja osebe, kot subjekta, je pravzaprav tišina, ne? Na kateri se potem lahko rodi govorica. Ne? V vseh kulturah, kozmologijah, če vam pogledati, je iz nekega prastarega breku ali vakuma ali kaosa kot Zevi, ne, v Grčiji, ali nekega tišine, molka, se porodila neka beseda. Ne. Tako da vidimo, da so tudi te stare kozmologije vedle, da pač med molkom in besedo je neka nevidna razlika, ki pa obstaja. Ne. Tako kot bi hoteli približati dve telesi, pa jih ne moramo, če bi šli risati infinitezimalne razlike, ne bomo nikoli priti skupaj, so da lahko tako zaploskam, ampak in tišina je pravzaprav ta označba tega pragu med dvema osebama, med dvema ontološkima zadevama, ne? Če rečem malo bolj učeno. Zdaj, vaše vprašanje je pa takšno zame. To lahko apliciramo tudi na to seveda prepričanje, da ko delujem iz sebe, moram najprej v sebi negovati neko samoafekcijo, kot jaz pravim, nek odnos do samega sebe. To ni samo stvar
indijskih kultur, kjer so veliko se posveča jogi, meditaciji, ampak tudi zahodni, tudi v krščanstvu imate ogromno pri molitvah, pri tem, da se zapre oči, da se sklene roke in da se poišče neko zavetišče v samem sebi. In če hočete iz tega neko moč izpeljati, ne, ki je drugačna, torej, ki ni moč, kot jo mi poznamo, moč besede, moč nasilja, ampak neko tiho moč resnice, potem je ta tišina pravzaprav vas varuje. Ne? Tišina pravzaprav ali molk je na nek način najbolj ultimativni odgovor tistemu, kar prihaja od zunaj vate. Ne? Recimo, če vzameš, da so zunaj, to so seveda izkusili na nek krut način mnogi ljudje, ki so bili utišani, ne? Tudi, ki so bili zaprti, ki so bili nekako onemogočeni. Oni so seveda to občutili na načine in delovali, ki nam niso jasni, ki se jih težko v njih predstavimo. Vendar, če pa hočemo iz tega najdeti neko, rekel, kontemplativno, pa neko tako notranjo moč, pa pomeni ta tišina ravno pravzaprav nasprotje vsega tistega, kar bi morali izreči, kar bi morali odgovoriti in kaže na neko pripravljenost, da imamo v sebi neko pravzaprav zelo močno, temu pravi regaraj samoefektivnost, bi tako rekel, da imamo v sebi že vse tisto, kar je v resnici bo postalo v tem odnos. Mi v sebi že drugega človeka imamo, v sebi imamo že ljubezen, v nas je že na nek skrivnosten način, seveda skozi bi rekel evolucijo, jaz bomo rekel rajši skozi neko genealogijo, ne, zgodovine, v nas so vse te vrednote nekčin že skrite, samo najti jih moramo. Ne. Zato ni tako tuja ta misel, ki v Indiji pravi, da je Budova narava skrita v zadnjem kotičku srca, ne, ali pa da pač moraš sebe tako v kakšnih mističnih tradicijah sebe tako pretvoriti, da boš postal na nek način Boga, ne, ali kakor Božji, če hočete malo bolj mehko varianto. Ne. In to so seveda precej že težke, malo že ezoterične misli. Ne vem, če bi si drzno z ezoteričnostjo ustrajati. Ne, rajši zdaj. Niti za kanček še. Ne, to malo. Recimo takole. Morda sem zdaj ujel tezo, po kateri je misel na otroka prvotna gesta vsake filozofije. Lahko bi rekli skoraj, da je misel na otroka prvotna gesta naše človeškosti. Otrok kot tisto jedro, ki mu v določenih, tudi budističnih strujah pravijo budnost, recimo. Torej tisto, kar je bilo nam dano, morda, in ki gre preko živega življenja, preko razvijanja naših notranjih značilnosti v odnosu do drugega, ki je v nas, odkrivati in obdelovati. Ja, v filozofiji je skoraj težko, če preiščete vse, kar imate nekaj, ne boste našli dosti knjig o otroku, v filozofiji. Lahko boste našli seveda v sami Sveti Trojici, če rečemo v religijskih kontekst, takoj boste našli idejo recimo otroka, vendar je v klasičnih, tudi v tistih variantah trinitaričnosti, kjer govori so o nekem prežemanju, je vendarle nekaj ta dihotomija oče-sin tista prevladujoča in odsotnost neke, rekel, materinske v trojici se kar kaže. Ne? Tako da, če hočem to odgovoriti po eni strani, kot ste videli v knjigi, sem pač jaz naredil nekaj potez oziroma nekaj raziskav, da sem poskušal preko tega, ker je že Feuerbach nekako čutil in še kdo drug, pripeljati v samo srče trojice neko misel na ženskost ali pa tako smo začeli Sofijo, ne? Vemo, da Sofija je bila že v Bibliji nekako pri Bogu, zdaj lahko rečemo, da se je igrala kot otrok pri njegovih nogah, samo to je bilo potem precej ne ohrabrujoče za ženske, ne? Da bi nekako genealogija shajala na ta način, zato treba malo naprej, pa se potem poišče druge mislice, ki so pa opazili, da je na nek način verjetno bilo ravno obratno, da je pač Bog se lahko rodil iz neke tančice, ki je bila že položena pred njim in ki je bila na nek način bolj podobna ženskemu principu. Tukaj ne more dosti naprej. Če rečem kot otroku, je pa tako, mene je to seveda zanimalo, ker recimo Hannah Arendt govori o rojstvenosti, pač natality, ampak to je
en pomemben princip, ki nekako pravi, ne sprašujemo se toliko več, kot Heidegger govoril, biti ka smrti, vsi bomo so na poti k umiranju, ne? Ampak rajši se sprašujemo o rojevanju otrok, o tem, da smo vsi na nek način, o rojstvenosti rajši. Ne? To je bil pomemben premik. Ampak še vedno ona ni tematizirala tega kot neko idejo otroka. Ne? Zdaj, Lucy Regal je, že med tem, ko sem to knjigo pisal, izdala knjigo z naslovom To be born, kjer je se spraševala prav o tem, kaj ideja otroka nekaj pomeni. Ne? In tudi to me ni recimo nujno zdaj zanimalo. Kar je mene zanimalo, da notri imam en odlomk, če ga najdu, je pa, da ko sem govoril o trinitaričnosti in ko sem govoril potem pa o odnosih po družini, sem pa potem se mi nekako prikazala ta misel, da recimo, da zdaj lahko strajamo pri družini oče, mati pa sin, da ne bomo zdaj nikogar užalili, ne? Ker vendarle, to je tudi ena stvar, ki bi jo rad povedal, če govorimo o nekih družinskih razmerih, pa če ohranjamo oče, mati, sin ali pa hči, ne? To ne pomeni, da niso druge družine tako naprej možne in to nikako ne pomeni. Ne? Ampak recimo, če govorimo o nekem takem odnosu, sem napisal, da ta odnos mora biti horizontalen. Ja? Torej, starši, če rečemo starši in otroci, morajo biti na horizontalnem odnosu. Zdaj, nekdo bo rekel, to je uničujoče za vzgojo, v redu, me ne zanima, bomo o tem debatirali. Seveda tudi jaz vzgajam otroka, kot da je, ne, na začetku, kot se otrok rodi, je pravzaprav na nek način, kot pravi Hans Jonas, prebiva nad breznom bivanja, ne bivanja. Če ga ne nahranimo, če ga pozabimo nekje, lahko umre v 2 urah. Ne? Skratka, jasno, da je otrok odvisen od matere, od očeta, od staršev. Ampak na neki ontološki ravni, paste, ne zdaj na konkretni, na ontološki ravni, pa verjamem, da starši in otroci so ne na vertikalni ravni starši otroci, ampak na horizontalni. Zakaj? Ker, kot sem napisal, pa ne bom verjetno najti tega odlomka, sta pravzaprav skozi otroka starša dobila nekaj, česar sama po sebi ne bi imela niti izkusila. Ne? In kakor ona dva dajeta njemu, tako daje on njima, ne? Recimo. In dajem potem tudi ta primer odnose med Jezusom in Marijo, ki je tudi nekaj čino zajemen v tem smislu enakovreden. Ne? In zato mislim, da je, in to je samo nakazano tukaj, da je ta ideja otroka v filozofiji izjemno podcenjena, izjemno premalo prisotna, če pa se že pojavlja, se pa pojavlja kot pri Levi Nasu, kot sin, ki nasledi očeta. Ne pa kot hči, ne kot pri Irigerajevi, ki je za Irigeraj mogoče pomembnejša, ne? V genealogiji za njo. Tako da onkraj teh pravim že znanih vertikalnih, ne, kjer so starši nadrejeni otrokom in onkraj teh vzgojnih, rekel, disgresij, ne, jaz verjamem, da mora biti otrok neka ontološka kategorija prihodnosti, ki ima svojo lastno, rekel, digniteto, če hočemo. In zakaj o tem pišem? Ker sem ravno začel, kot ste videli, s tistega odlomka otrokom, ne, ki torej ga dobesedno ubijajo, ne, v tistem pokolu. In ker vidiš, da pač koliko je tega v zgodovini bilo in koliko teh se dogaja stvari, vključno seveda s pedofilijo v cerkvi, ki jo tudi v eni opombi nekako opredeljujem z enim preprostim stavkom, kaj bi bilo prav narediti, ne, na nek način. Kaj bi bilo prav narediti? Ja, več bi mogli biti spolno opredeljenih vlog v cerkvi, pa bi bilo manj teh težav. Ne. Sej zelo jasen odgovor. Vsi drugi odgovori, ne vem, vključno od Ratzingerja, da se je to dogajalo zaradi spolne revolucije in tako naprej, zaradi kontracepcije, pojava teh 68, pač nažalost ne držijo, ne? Ker potem bi se tudi drugje to povečal procent, ne, takih zlorab. Tako da, spet pravi, ena kompleksna misel, ki plava po različnih področjih moje knjige, ampak ki želi eno zelo preprosto stvar reči, otroku dati neko ontološko, torej bitno, ne, razsežnost, ki je v filozofiji praktično ni imel, ne? Razen skozi mogoče kakšne otroci bogov in tako naprej, ki pa so zame marginalne, ne, zdaj, vloge. Ne? V resnici v filozofiji tega skoraj ne najdemo. Ne? Zakaj? Ja, zato, ker je vedno pač bilo potreba potem nekako vzgoja, verjetno, nadzor, ne? Tudi kako morajo stvari biti. Jaz pa ravno mislim nasprotno, ko vidim otroka, ko vidim mladega človeka, ali pa predvsem otroka, no, vidim neko bitje, ki je popolno, ne? Ki torej ne rabi, seveda bo dobil neke moje nasvete po usmernosti, ampak kot bitje, kot ontološko bitje, je popolno samo po sebi. Ne? In če tako razmišljamo, seveda imamo zelo malo manevrskega prostora za razne zlorabe. Ne?
če je s tem prežeta kultura, religija, cerkve, vzgoje, šole, pa ni, ne? Šola ni s tem prežeta, ne? Nažalost. Potem imamo zelo malo prostora za zlorabe in več prostora za druge stvari, kot je potem neka vzgoja skozi ne vem, sobivanje subjektov, ne pa objektiviziranje. Kako kaže? Bo? Smo. Vem, da vas dajem v nehvaležno vlogo, ker spelem vas... Vloga je zelo hvaležna, ampak tudi zelo zahtevna, kajti je potrebno, je težko molk ohraniti bolj v bistvenih stvarih pogovarjam. To bova pustila za zdaj, recimo, oziroma kako ohranjati, kako ohranjati šibkost do nekoga, ki je močan. Oziroma kako ohranjati strpnost do nekoga, ki to ni. In bi raje tole ponudil. In sicer vprašanje, torej, če je knjiga simbolno posvečena Antigoni in ponuja cel kup, ponuja premislek o njenih filozofsko-kozmološko-teoloških sestrah, se sprašujem o tem, kakšno je mesto evropskega človeka danes, oziroma kakšno mesto imajo lahko danes te osnovne matrice nakazalo evropskega človeka. Tu imamo, kot rečeno, Antigono in njeno vso družinsko genealogijo, vso zgodbo. Imamo vlogo raznih ženskih junakin, recimo v judovsko-krščanskem smislu. Imamo junaške ženske od preomenjene roman Savitri iz sanskritskega epa Mahabharata tja do Lepevide, ki je vsaj za Tržačane potonile v zalivu pod enim belim, ampak nedolžnim skalovjem. In torej imamo Schellinga, imamo Heideggera, imamo Lucy Rigara in dobo Diha. Torej, vprašanje evropskosti preko odlomka iz Rebulovega v Sibilinem vetru, v katerem se pogovarjata Enei Silvi Piccolomini, kasnejši papež Pij II, med drugim za 2 leti tržaški škof, Il Toscanaccio, z nič kaj ugodno posvetno preteklostjo, in Tilen Kontovevski, slovenski podeželski duhovnik, seveda na temo turških upadov. Piccolomin je med drugim naklepal, potem se to ni izšlo. Novo križarsko vojno, smo sredi 15. stoletja, in se sprašujeta o tem, oziroma Tilen v slogu tedanjega časa se sprašuje o tem, kaj bo z našo usodo, ko so vendar Turki na pohodu po Balkanu. O čem pa neprestano govorimo, če ne o Turkih? Kaj polarizira vso politiko Evropo, kolikor ni idiotsko-provincialna, če ne Turek? Saj še zrak, ki ga dihamo, je turški. Torej, nad nami ne letajo več vrane, letajo turbani in tako dalje. Ne? In seveda, Piccolomini, humanist kot je, odgovarja, logično, islamizem je anti-Evropa, je anti-grštvo, je iracionalnost Azije, mogoče celo sam antiduh, recimo. Ne? Toda smisel opozarja ni v tem. Ni v nekemu uroku islamskega polmeseca, ampak je nekaj drugje. Je v tem, da je nekaj z nami narobe, nekaj, kar gre za nekaj, kar presega vrelo olje, ki naj se zliva na neke butice. Gre za sredozemskost naše vizije, tako rekoč, za njeno uravnovešenost, za njeno humanost. Seveda je ta odlomek izhaja iz nekega določenega intelektualnega miljeja konteksta in je dokaj srhljivo blizu geslom
fašistične diktature, ki se prav tako proglašala kot najbolj sredozemska izmed sredozemskimi idejami. Pa vendar ne gre tu za to nemogočo in sramotno navezavo med Robulo in kakšnim Ventenjom, ampak za čisto nekaj drugega. Za vprašanje našega odnosa do drugega in straha pred morda ljubeznijo do drugega. Torej, ta zadeva danes vsaj v našem prostoru, v prostoru neke skupnosti, ki živi v večinsko drugem okolju in ki pozna morda, ne da bi se tega zavedala, drugost in stik z drugim v sebi od zibelke. To je bilo nam dano v zibko in kljub vsemu, kljub takim mogočnim referencam, gre za neko izgubljeno priložnost. Gre za neko, mislim, da sem tudi v vaši knjigi nekje prebral, da so matrice, ki nam jih ponuja evropska kultura, kazale evropske kulture, etična matrica v tem primeru, nekje leta 2019 neka izgubljena priložnost. Imamo gradivo, na katerega se lahko opremo, imamo avtorje, imamo reference, pa vendar se jih ne poslužujemo ali se jih otepamo. Kaj bi vi rekli recimo o vaših referencah z evropskim kazalom? Nazadnje sva se srečala pri izpitu iz medkulturnega mišljenja. Tam je bil govor o Indiji in drugih zgodbah, no, pa vendar. To je zelo težko. Jaz, kot sem rekel, zdaj same izkušnje zamejskosti, jaz sedem toliko ne poznam, ne poznam jo, ampak ja ne živim, ne, in si ne upam o tem nič govoriti. Ne. To, kar se tukaj namiguje, je pač dovolj povedno že samo po sebi, da je nekako, da se tam seveda še govorilo o tej dilemi, ali se lahko drugega nekaj, ki te ogroža, ljubi in tako naprej. To je spet mogoče vprašanje, ki malo presega današnjo debato, ker je težko in verjetno odgovori so zelo težki pač, ne, za nekoga celo nemogoči, tako kot so kakšne etične dileme nemogoče, kot jih v filozofiji radi postavimo, kaj bi storil v tem primeru, ker so nekako postavljeni samo zato, da v bistvu vadimo etiko, ne, ker v resnici so nerešljive, kot je Sofijina izbira nemogoče in podobne stvari. Torej, to so stvari, enako je tukaj, če me vprašate, kaj bi naredil, ne. Zdaj, lažje so te mehke, seveda, dileme. Ja, če imaš na izbiro, da pomagaš, ne vem, da kupiš koliko igrati svojemu otroku, pa da pomagaš migrantskemu otroku, verjetno lahko malo da razdeliš in tako naprej. To so lažje dileme, ne. Tukaj smo postavljeni zdaj in v zadju tega, kar lahko rečem, če sem bil nekako tudi spomnen na ta predmet medkulturno mišljenje in tako naprej. S tem seveda se zdaj ukvarjam za ta nekako naslednjo knjigo, me zelo zanima prihodnost religije, recimo pa prihodnost etike, ne. Zdaj, če rečemo, kje smo, če govorim prihodnost religije, verjetno me zanima nekaj, da je bilo malo drugače kot je zdaj, ne. Lahko sklepamo. In to je seveda tako, zdaj v 12. stoletju, ravno sem nekaj študije bral, če rečemo zelo neposredno, je bil ekonomski pač BDP in svobodno intelektualna v recimo Bagdadu 3-krat večji od Istanbula, ki je bil takrat najmočnejši center, pa 12-krat večji od Evrope, ki je bila nekako tako narejena, da so bili pač eni gradovi, pa kmeti, pa cerkve, ne, zgodne. Tako da kje prebiva neko, rekel, humanost, neka človeškost ali pa Sredozemlje kot nek topos, je lahko zelo pozitivna ideja, ne, Sredozemlje kot Mediteran, nekateri govorijo o 3 Mediteranih in vsi so zelo topični danes, eden pač je v Karibskem morju, ker se zdaj dogaja tudi migrantska kriza, eden je v Južno-Kitajskem morju, ker se tudi dogaja mnoge stvari, eden je seveda pa naš, ne, ta glavni Mediteran. To je tudi ena ideja, recimo, bila, ne, da recimo je treba narediti dialog med temi 3 Mediterani, ki pa pravzaprav povezujejo med sabo
cel, rekel, grozd kultura, ne? Evropski Mediteran povezuje Evropo z Afriko, ne? In seveda preko osvajanj, ne? Tudi z Latinsko Ameriko in preko svilne ceste in vseh povezav, ki zdaj nazaj hodijo, ne? Iz Kitajske in še s čem. Zdaj, tukaj seveda se svet zelo spreminja. Zdaj, če vprašate, kako se zdaj situirati, bo dogovor težek. Ampak lahko pa povem, da seveda nažalost se recimo v okviru islama v 12. stoletju potem zgodil ta, rekel, prelom s filozofijo in je prej ogromno bilo vpliva na Evropo, ogromno sobivanja, potem je pa pač Al-Ghazali napisal tisto knjigo, s katero je uničil v bistvu filozofijo, ne, ker se je pojavila kot preveč nevarna in se potem začela bolj teološka razprava, dogmatistična. Ne. Evropa je imela seveda srečo, da je pa obratno ravno v tem času začela z humanizmom pa renesanso in da je nekako lahko prišla do razsvetljenstva, še preden bi se samo od sebe požadla, bi rekel, znotraj, ne? Neka zgodovinska sreča in da se nekako prebila skozi tisto in razvila neko toleranco, neko tudi demokracijo v ZDA in v Evropi in da nekako smo postali tukaj za teh 300 let vodilni, ne? Prej pač nismo bili, ne? Zdaj spet pravi eni, da ne bomo več, ne? Če pogledate Dussela, ne? Enrique Dussel, ki gre v teh različnih svetovnih področjih, ki dobivajo in izgubljajo na moči, ne? In zakaj se to dogaja. In jaz mislim, da če hočeš za nek odgovor bi bil seveda post-Evropa bo verjetno post-krščanska in post-islamska hkrati, ne? Ampak to je zelo težko za tiste, ki živijo v nekem islamu, ki jih še vedno duši, ne? Enako bo za tiste, ki živijo v nekem krščanskih skupnostih, ki še vedno preč temeljijo na starih ozorcih, ne? Enako bo pa tudi za Evropo, ki tudi v starih ozorcih torej tiči, kot vidimo zdaj, če gremo malo politične vode, tudi Evropska komisija v vedno večji krizi se nekako kaže in se bojimo, da te post-Evrope pravzaprav mogoče celo ne bo. Ne? Zato so stave tudi tukaj zelo visoke in tukaj imamo tudi filozofi veliko odgovornost in tudi tukaj čutim neko odrinjenost nekak teh razprav, humanizma in tako naprej, pomankanje. Če pogledate recimo te veliki filozofi kot Adam Mihnih in taki, ki so bili intelektualci, nekako jih nimaš več v medijih, ne, ali pa nimaš več teh močnih. Tam se ena univerza prežene z Madžarske, ne, tam se zapre en del filozofije spet, ne, tam se nek časopis zapre, ali pa se ga nekako... Tako da te procese so predvsej, seveda vemo, kot ste rekli, vemo, kaj treba narediti na rekovajih, ne da imamo rešitve, ampak vemo več medijske svobode, več diskusij, več humanističnih vrednot, ne, pa seveda znanost tako ali tako, ne, ker zagotavlja, rekel, tisto neutralni milje, ne, pa zagotavlja neko objektivnost. Ampak tukaj strah se seveda ponad poraja iz neke ogroženosti, pač, kot so travme, recimo, se vsak, če pogledamo psihoanalizo, tisti, ki se boji nečesa, seveda potrebuje verjetno neke vrste zdravljenje ali pa pogovor. Ne. Zdaj, če se civilizacija boji nečesa, kdo se bo z njo pogovarjal na nek način, ne, če se ta civilizacija sama pod sabo lomi. Ne? Tako da zdaj, seveda, stvari niso tako črne, jaz ne slikam črne prihodnosti nujno, ker če obstaja neka previdnost, na nek način se bo tudi klimatska kriza v nekih hudih premikih verjetno začela reševati, ker bo človeštvo samo videlo, da ne gre drugače. Ne? Ampak nekateri procesi pa seveda so zaskrbljujoči, ki sem jih opisal. Ne? In paradoksalno seveda so tudi take bolj mehke teme, ki so jih danes opisovala, so popolnoma nekoristne na prvi pogled, ampak so pa nujne tam neke vzpodi kot neka pač neviden, rekel, humus, ne, ki se gnete, nekdo bo potem nekaj posadil, pa bo z tega nekaj zraslo, ampak ni nujno, da bo filozofi sadijo te rože. Ne. Filozofi pač neka tla pripravljajo že skozi stoletja, pa teologi, pa seveda drugi, iz katerih potem, če so ta tla nekako dobro pripravljena, lahko zraste nekaj dobrega. Ne. Če pa ne, se pa potem razvije iz tega lahko fašizmi in take stvari, na katere ni imun nihče. Ne? In so spet sklenili krog do tega zla, ki je v človeku. Ne? Fašizem se takole rodi. Ne? V enem mesecu, v enem letu. Lahko se rodi na univerzi, ker sem jaz doživel, lahko se rodi v enem mestu, lahko se rodi v neki državi, lahko se rodi v družini končno. Ne? Tudi družine, temu ne rečemo fašizem, ampak pač neka, rekel, ne? Tako da do tega nismo seveda nikakor imuni in zato pravim, so te paradoksne razmerja, ne? Ki so zelo težke. Sem zelo zadovoljen, da sta se tule nekje znašla. Preden zaključimo tale formalni uradni del, bi zagrizli res, tu pa res eksoterično, to napovedujem, ja. To bo povsem poljubno. In sicer takole.
nas zelo lepo, ko vzamemo v roko predsokratike v 3. letniku liceja, pokažemo seveda na naslovnico in potem obrnemo stran in tu piše petrol, energija za življenje. Ne? Torej, ta sponzor, ki je dolga leta sofinanciral ali pa pomagal, ne vem kako, Slovenski matici, sem popolnoma neobremenjen z ozadji, tako da upam, da koga se ne dotikam prehudo, nam vendarle ponuja eno morda primerno sporočilo za zaključek tega današnjega večera. Energija za življenje, vendar, ne? In seveda iz ordinevega, morda lahko rečemo iz ordineve uspešnice, no? z udarnim oksimoronom koristnost nekoristnega, seveda morda zaokrožamo to, kar je profesor Škof zdaj pravkar povedal, no, nekje, da če filozofi res morda ne sadijo, kaj že ležanjejo, pa vendar obdelujejo zemljico, iz kateri lahko morda nekaj nastane. Ne? To so stoiki zelo lepo povedali, od zadaj je sicer seveda impresionistični sejavc, ampak gre za to, no, za to, da je vloga verjetno tudi nekoga, ki stoji, ki izjavi tukaj stojim, rodovitna, ne, graditeljska morda. Takole za zaključek morda tega uradnega dela, če sem prav razumel, ena ura nam je bila namenjena. Delo Antigonine sester o matrici ljubezni je, kot rečeno, drugi del trilogije, zelo monumentalnega dela, ki ga Lenart Škof ponuja slovenskemu bralstvu. Torej, če že ne izgovor za še eno snidenje v nadaljevanju, pa vendar vabilo vsem, da si vzamete tole sicer kompleksno knjigo v roke in nekje v njej najdete en od matric, nekje, ki vam najbolj ustreza. Matric ljubezni. Sicer je na voljo tudi neformalni trenutek ob kančku soka ali nekje ugrizu v grozd, tako da ste toplo dobrodošli, da tako profesorju Škofu kot med nami nekje pohramljamo tudi še kako minuto, če bi vam uspelo se zadržati. Z nami boste dobrodošli. In hvala lepa za obisk. Hvala gostu in našemu povezovalcu. Jaz bi vas samo opozoril, da imamo od zadaj na mizi na voljo kar precej znižane knjige, tako Slovenske matice, Lenartovi 2 knjigi, kot tudi od založbe Apokalipsa, tako da ste vabljeni ne samo pri Grisku, ki bo se kmalu prikazal na tej mizi, ampak tudi bomo rekli, ne samo k materialni, ampak tudi duhovni hrani na tisti mizi. Sicer pa še v imenu Slovenskega filozofskega društva hvala, da ste nas obiskali, mogoče res z Lenartom prokramljamo še tukaj, ne, kakšno rečemo v knjigi, in pa samo to, no, bi vas še vseeno opozoril, da Slovensko filozofsko društvo, mimo grede, naslednje leto praznujemo 85. obletnico, nismo nastali včeraj ali pa predvčerajšnjem, ampak pred drugo svetovno vojno, leta 1935, to je staro društvo, ki je zdaj oživljeno in ima tudi prenovljeno spletno stran sfd-društvo.si, pa tudi, če napišete samo Slovensko filozofsko društvo v Google ali pa v kak brskalnik ga boste našli in tam lahko najdete tudi posnetke naših dogodkov in upam, da je danes ta naprava posnela tudi ta dogodek, lahko še enkrat seveda tudi temu dogodku prisluhnete, pa tudi katerim drugim. Jaz pa upam, no še enkrat bi se zahvalil v knjižnici, pa upam, da se še kdaj vidimo tudi v taksi. Tako da hvala. Hvala vam.